Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Mesec oktober je mesec požarne varnosti in zato smo v naš studio oziroma v oddajo Dober večer, gospod predsednik, povabili predsednika Gasilske zveze Slovenije. Ampak za to priložnost bi pravzaprav morali preimenovati oddajo v Dober večer, tovariš predsednik. Je tako? Dober večer, Janko Crkvenik. Ja, res je. Tovarištvo je tista osnovna vrednota, ki vas veže gasilce. Ja, tovarištvo pa še kakšna vrednotna zraven, bratstvo, odgovoren odnos do tradicije, do naših vrednot. Tako da vse skupaj pravzaprav tvori nek lik gasilca, za katerega želimo, da bi obstal tudi v prihodnje. Ne samo teh 150 let, ampak tudi v prihodnje, in tako gradimo in želimo spodbujati tudi mlade, da se teh vrednot zavedajo in jim postanejo pravzaprav način življenja. No, bova vse to obdelala, vse te vrednote, vse koliko vas je tudi malo preteklosti, ampak za začetek, kdaj ste vi stopili med gasilce, kdo vas je prepričal, kakšna je bila vaša pot? Ja, za današnji čas mogoče malce pozno. Namreč naši mladi se tudi zaradi dedkov, babic, očetov in mamic odločajo, da lahko stopijo v našo organizacijo že pri 6 letih. No, jaz sem stopil v prostovoljno gasilsko društvo Karlobje pri 13 letih. Ampak tudi z nekim razlogom. Namreč odkrito priznam, da nismo ravna gasilska družina, sicer moj brat je bil gasilec, oče učitelj. Pa vendarle so me gasilci na nek način vedno privlačili, tudi zaradi mogoče uniforme, zaradi te njihove zunanje podobe, katero sem neto spremljal, tako kot številni mladi tudi danes. In bila je potreba po administrativnih delih. Sicer boste rekla pri 13 letih, ampak kljub temu, v tistih časih je pravzaprav samo v osnovni šoli bil pisalni stroj in takrat se je pravzaprav začelo in bil sem zapisovalec in pomagal pri raznih vlogah in tako naprej. No, in kasneje se je to moje delo resnično sprevrglo v tajniške, administrativne posle in to sem z veseljem upravljal potem v tem mojem matičnem društvu. In potem ste pač nadgrajevali to kariero, usposobljenja. Kako dolgo ste pa predsednik Gasilske zveze Slovenije? Ja, od lanskega maja na kongresu v Ptuju sem bil izvoljen. Predtem sem upravljal tudi funkcijo namestnika predsednika Gasilske zveze Slovenije, tako da sem kar pridobil nekaj izkušenj, tudi nekaj podlag za to, da sem si svoje delo v tem mandatu znal na nek način zastaviti do te mere, da zadeve tečejo. In se mi zdi, da to delo rad upravljam in se veselim vsakega izziva. Predtem ste bili seveda tudi v svoji zvezi, ne samo v Karlobju. Ja, ta gasilska karijera je pomembna za razvoj neke osebnosti, tudi vodje gasilske organizacije, in sem seveda kasneje z odločitvijo, da se preselim v Gorico pri Slivnici, postal tudi tam član, aktivni član, predsednik. No in seveda, verjetno zaradi teh mojih nekih kvalitet, ki sem jih kazal, so me potem izbrali za predsednika Gasilske zveze Šentjur, kjer sem do nedavnega upravljal to funkcijo. In seveda, to je ta pot, ki na nek način kaže tudi, da so izkušnje tudi tiste, ki so potrebne za tako odgovorno funkcijo. In seveda predvsem čas, ki ste ga namenjali ves čas temu, ki ni nikjer pravzaprav ovrednoten. In tudi zdaj ste poklicni predsednik ali nepoklicni? Ne, svoje funkcije v skladu s statutom upravljamo oziroma so upravljali si moji predhodniki nepoklicno. In včasih se sprašujemo, ali bi morali predsednika zaposliti. Pa vendarle ta odnos, s katerim se sedaj srečujemo, kaže na to, da je mogoče prav, da predsednik ni zaposlen, ker gleda na organizacijo z drugimi očmi, ni toliko pod udarom raznih vplivov, enih in drugih, o tem ne bi govoril, ampak verjetno vsi vemo, za kaj se gre. In pravzaprav lahko to delo upravljaš neobremenjeno. Drugačen odnos bi bil, če bi bil seveda tam zaposlen in seveda zadeve od zunaj navznoter ne vidiš tako dobro, kot jih zdaj je seveda. Ima pa Gasilska zveza vendarle nekaj zaposlenih, kaj ne, kajti to je ogromna organizacija. Moram reči, da sem vesel, da pravzaprav sem te vlogi delodajalca, če lahko tako rečem, naši krovni gasilski organizaciji in se racionalno obnašamo tudi pri zaposlovanju.
glede na to, da smo res ena od najštevilčnejših organizacij v naši državi, imamo samo 14 zaposlenih. Seveda si pa želimo tudi novih zaposlitev in to smo na nek način tudi že izrazili kot željo Upravi za zaščito in reševanje in s tem seveda resornemu ministru, kajti na določenih področjih pravzaprav imamo manjko. To je predvsem na informatiki, ker se seveda ta sistem zdaj zelo širi in je potrebno, da zaposlimo nekoga, in seveda na evropskih projektih. Meni je ravno na teh zadnjih žal, da smo zamudili pravzaprav številne priložnosti, ker posebej človeka za to nismo imeli zaposlenega, pa vendarle upam, da lovimo zadnji vlak in se v tej novi finančni perspektivi tudi vidimo in do takrat upam, da bomo dobili tudi sodelavca, ki bo skrbel samo in izključno za evropske projekte. Vaš resorni minister pa je obrambni, ne? Tako je, mi spadamo v obrambno ministrstvo. Če gledamo zdaj širši prostor, je različno. Na Hrvaškem v notranje ministrstvo, tudi v Avstriji, pač odvisno od tega, kako se država odloči in kam umesti potem to naše delo. No, mimo grede ste izjavili, da je to najcenejša vojska, gasilci, ampak morda o tem kasneje. Začniva s to tradicijo, 150 let je dolga, v Metliki so najprej požarno obrambo, mislim, da ustanovili, 70 let je tudi že Gasilske zveze Slovenije, se pravi, ves čas ena dobra organizacija. Ja, jaz mislim, da, tako kot sem že prej rekel, podlaga za naše dobro delo je država in že Marija Terezija pred 150 leti je pravzaprav ugotovila, da te požarne brambe, ki so bile tu in tam ustanovljene, morajo pravzaprav pod neko skupno vodenje in da je prav, ker je število se povečevalo iz leta v leto, da se pravzaprav potem nekako uzakoni tudi njihovo delo. In mislim, da je bila to zagotovo je bila to dobra odločitev. No, odločitev po drugi svetovni vojni leta 1948 oziroma 1949, pa seveda naše takratne države, da gasilci spadajo pod neko krovno organizacijo, ker se lahko potem enotno ureja usposabljanje, opremljanje in tako naprej. Je pa, mislim, da tudi bila zelo dobra in prava odločitev, tako da sem vesel, da je do tega prišlo in sem ponosen na vse uspehe in dosežke, pa tudi kdaj kakšne spodrsljaje, ki jih je gasilska organizacija imela v tem času. No, saj se bova posvetila sedanjosti in pa tudi prihodnosti, ampak če ostaneva pri preteklosti, mislim, da vsako društvo ima pravzaprav neko komisijo, ki ohranja to svojo preteklost, da je veliko tudi gasilskih muzejev, da je nekaj kar precej tehnike tudi še ohranjene, se pravi, da je to zavestno, čuvate vse to. Ja, mi nekako hočemo dajati zgled in vzor, kar je naša tudi osnovna naloga, ne glede na raven naše organiziranosti. Vsi predsedniki in poveljniki, pravzaprav funkcionarji so poklicani, da dajo zgled in vzor na nižjih ravneh in tudi naše osnovanje Gasilskega muzeja v Metliki kaže na to, da smo se pred 50 leti pravzaprav šele zavedli, da naša dediščina mora imeti neko podlago, da jo ohranjamo, tudi tradicija. In seveda mi na ta način upamo tudi, da se tako ohranja tudi v ostalih sredinah. Ja, kar nekaj je teh tudi privatnih, pa potem že muzejev, ki so pod Gasilske zveze na lokalni ravni. No, mi imamo posnetke recimo Žalskega gasilskega muzeja, da ne bodo slučajno užaljeni. Ja, tako, ampak pravim, to je način, kako ohraniti to našo preteklost. Bilo pa je, to mi je pa zelo žal, eno obdobje tam recimo v 70. in 80. letih, ko smo pa veliko tega pravzaprav zavrgli, z načinom razmišljanja, da vse staro mora v stran in vse novo na plan. In sem malce žalosten, ko se spomnim tega obdobja, kajti izginilo je ogromno gradiv, tudi na nek način teh naših predmetov, ki so pravzaprav res dajali en vzgled, kako in na kakšen način so včasih se spopadali z razvojem gasilske organizacije. Ampak dobro, upam, da nam bo to uspelo. Imamo pa tudi ob tej 50-letnici na koncu eno svojo lastno idejo, da širimo tudi naš gasilski muzej v Metliki in da so izziv tudi seveda neke povezave z Parkom vojaške zgodovine v Pivki,
ker želimo pač, ker smo prostorsko omejeni na prejšnji lokaciji, na novi lokaciji predstaviti potem vse, kar se tiče opreme, vozil in vsega ostalega, kar je seveda, za kar rabimo malo večje prostore. Pa mislim, da je prav, da zdaj na začetku še eno dejstvo izpostaviva, da je pravzaprav kar zgodaj prišlo do tega slovenskega poveljevanja in da je ta jezik se širil med gasilci, ne, da so ga potem oni širili pravzaprav naprej. Ja, včasih kar pozabimo, ne, da pravzaprav pred 110-120 leti je večinoma v mestih bil nemški jezik, zaradi pač takratne strukture prebivalstva in tudi seveda jasno je bilo, da v vseh postavah, kot mi rečemo, je bilo zapisano, da je naš poveljujoči ali poveljevalni jezik nemški. No in moram reči, da sta Fran Brle in pa Mrhar iz Ribnice, Fran Brle iz Ljubljane, Mrhar iz Ribnice, pravzaprav imela izredno korajžo, da ste se sredi ponemčene Ljubljane upala izvajati poveljo v slovenskem jeziku, hkrati seveda tudi zaprositi takratno oblast za to, ki ni bila zagotovo najbolj navdušena, ampak ja, to je bil preboj tudi na tem področju in moram reči, da sem ponosen na vsa gasilska društva, da so v preteklosti znala ohranjati tudi naš slovenski jezik in ga ohranjajo tudi danes. Seveda na malce drugačen način, pa vendarle veliko smo prispevali tudi k temu. No, če zdaj malo poveva Gasilska zveza Slovenije, koliko zvez šteje, pa potem društev, pa članov? Ja, trdim, no in odgovorno trdim, da je naša organiziranost dobra in primerljiva z vsemi evropskimi državami, tako da sicer nekaj težav ali pa pomislikuješ samo še pri tako imenovanem regijskem nivoju, ne. Država si bo verjetno... Vi nimate samo 10 regij, ne? Država si bo verjetno, ko bo postavila regije, statistične regije oziroma politične regije, če temu tako rečemo, zaželela, da bo enako tudi na gasilski ravni, pa še na kakšni drugi. Tako da mi imamo zaenkrat krovno organizacijo, ki združuje 17 gasilskih regij in moram reči, da smo z številom operativcev v vsake regiji in pa njihovo pravzaprav organiziranostjo in pa intervencijsko pripravljenostjo zelo, zelo, zelo zadovoljni. Namreč zelo hitro smo odzivni, na kraju dogodka smo pravzaprav nekateri v parih minutah, predvsem pa je najbolj pomembno, da regija lahko obvlada vsaj za nekaj prvih ur tudi vse naravne in druge nesreče. Tam, kjer je potrebna masa ljudi. Seveda pri tem ne smem pozabiti na vlogo in funkcijo poklicnih gasilcev, ki so prvi zagotovo ob sami intervenciji, ob sami nesreči. Pa vendarle vse posod tam, kjer je potrebno potem nekaj več moči, smo potem odzadaj seveda prostovoljni gasilci, ki na nek način tudi odigramo ta svoj posel, tako kot si vsi tudi želijo. No, teh 17 regij združuje 120 gasilskih zvez. In to je tudi, govorim zdaj postopoma, da bojo vaši poslušalci razumeli tudi hierarhijo. Namreč gasilstvo je izredno hierarhično urejena združba in tako tudi funkcioniramo in tako mora tudi ostati. Zato dobro funkcionira, verjetno, ne? Ja, tako je. In 120 gasilskih zvez, to je pa tista raven organiziranosti, ki pa pravzaprav daje največje uspehe in tudi največje izzive. Namreč treba je po eni strani skrbeti za to, da znamo komunicirati in se na nek način tudi prilagajati razmeram v občini, v katerih živimo, se znati pogajati in tudi dogovarjati z občinsko oblastjo in pa z vsemi ostalimi, se dokazovati, mogoče tudi na tej nižji ravni, malce bolj kot na regiji, in potem seveda skrbeti za to, da so naši občani pravzaprav varni v vsakem primeru in da pravzaprav da so naše naloge tako naravnane, da so z našim delom zadovoljni, kar očitno tudi neke ankete kažejo. No in teh 120 gasilskih zvez potem združuje 1340 društev. Zdaj, če smo pri statistiki in pri številkah, to je vse skupaj, recimo na današnji dan, malce sem pogledal v našo statistiko, 164.531 članov. In to je velika organizacija, ki zahteva tudi profesionalni odnos pri njenem vodenju in jaz moram pohvaliti vse tiste, ki se trudijo za to, da ta organizacija obstoji od najvišje do najnižje ravni,
da resnično imamo tako zaupanje, kot nam ga tudi namenjajo naši sodržavljani. Poklicne enote so potem ob tej organiziranosti, niso vključeni, sodelujete vedno, ampak pravno formalno. 17 poklicnih gasilskih enot imamo v naši državi, med drugim tudi Velenjsko štejemo tja, pa še kakšna industrijska gasilska enota. In seveda, zagotovo so to prve bojne linije, če temu lahko tako rečemo. Poklicni gasilci so seveda tudi izobraženi in usposobljeni za to, da pravzaprav svoje delo oddelajo tako, kot je potrebno v tistih prvih sekundah, minutah. In potem seveda se jim vedno pridružijo tudi prostovoljni gasilci. Celo več, moram reči, da večinama poklicnih gasilcev je tudi prostovoljnih gasilcev in nekih večjih težav med enimi in drugimi ni. Je pa pri njih mogoče samo ta problem, da so končno, jaz vsaj upam, našli neko formulo tudi njihovega združenja, kako in na kakšen način se bodo povezovali v tem smislu, da bo njihovo delo boljše. Omenili ste na hitro industrijska društva, nekdaj jih je bilo veliko, potem so vse ukinili, zdaj mislim, da spet vsaj večja podjetja se zavedajo, da je dobro imeti prostovoljne gasilce, ki obvladajo med delavci, ki lahko takoj posredujejo. Ja, se strinjam. Jaz včasih naše delo primerjam malo z vzdrževalci kakšnem večjem podjetju. Direktorji ponovadi rečejo, če vas ni, potem vem, da je firma varna oziroma da je delo varno. In podobno je z gasilci in bom rekel, tudi te slabe prakse v preteklosti so pravzaprav pokazale, da je v večini primerov ta odnos delodajalcev tudi do industrijskih gasilskih društev bil dober. In da je imel svoje sadove dela. Sploh lahko rečem v Šaleški in pa Savinjski dolini, Zgornji Savinjski, res so fantastični ti uspehi. Drugot nekoliko manjši, odvisno od tega, kakšne so njihove zmožnosti, pa vendarle so ti zadnji primeri, sploh teh tehničnih intervencij, Kemis, kar naprej vidite, da nam gori na raznih smetiščih in tako naprej, pravzaprav streznele malce naše delodajalce, govorim za posameznike. Namreč vsi so to pregledali samo skozi strošek dela. Pravzaprav se noben ni spraševal, kakšna pa je dodana vrednost, če imam jaz zaposlene gasilce v svoji firmi in kaj lahko ti gasilci naredijo za varnost moje firme. In gasilci, usposobljeni gasilci, operativci zagotovo so najprej prvi vrsti preventivci. To se pravi, znajo poskrbeti tudi za preventivo v lastni firmi in seveda po drugi strani tisti prvi posredovalci, če jim lahko tako rečem, takrat, ko se zgodi nek začetni požar. In to zdaj prihaja v ospredje, tudi v zavest naših delodajalcev in jaz si seveda upam trditi, število že počasi nazaj raste, da bomo v prihodnje tudi na tem področju varnosti v industrijskih objektih pravzaprav dosegli nek nivo, ki si ga na nek način tudi zaslužimo. Če samo na kratko, kakšna je starostna struktura teh gasilcev, članov? Imate podmladek? Ja. Če sem nekaj ponosen, sem ponosen na mlade. S tem ne želim reči, da starejših ne spoštujem, pa vendarle. Mi se srečujemo letno tudi z različnimi organizacijami in pa seveda sorodnimi društvi in moram reči, da imamo tu velike uspehe. Mi imamo 7% prirast mladih v našo organizacijo letno. To je veliko. In ko zagledaš to množico mladih, 40 000 jih je v celi državi, pravzaprav si res navdušen in zato, da jih imamo toliko, so zagotovo na nek način zaslužni tudi starši, tudi tradicija, predvsem pa, to posebej poudarjam, naši šolniki in pa seveda mentorji mladine na vseh ravneh, tako v društvih, tako v zvezah, kot tudi na regiji. In samo primerno okolje in zdravo okolje pravzaprav privablja te mlade v našo sredino in to je tudi garancija, da bomo lahko mi v prihodnje delali tako, kot je potrebno. In če lahko pohvalim mlade, včasih jih preveč kritiziramo. Niso tako slabi, kot kar povprečju včasih rečemo. To so mladi ljudje z svojimi zahtevami, če jim znaš prisluhniti,
znajo tudi poslušati, zanimivo. Ne? In kot sem prej omenil, mi smo hierarhična družba, pravzaprav to ne gre najbolj kontekst z razmišljanjem mladih v zdajšnjem času. Pa vendarle vidim, da jim tudi nek urejen red odgovarja. Ki ga razumejo, ne? Če vedo, zakaj. In to je tudi izziv, malček, če se dovolim to reči, za njihove starše, za njihove vzgojitelje, tudi v šolah in kje drugje, da pravzaprav, če znamo in zmoremo uvesti nek red, tudi njim to odgovarja. In verjetno tudi neko osnovno spoštovanje, ne? Ne samo mladi, starejši, ampak tudi obratno. Ženske so pa včasih v glavnem kelnarile na veselicah gasilskih, kako je pa zdaj? To je nek stereotip, ki se ponekod še vedno drži, se ga držijo, ki izdaleč ni več tisto, kar smo včasih, ali pa kar so včasih nekateri govorili. Mi imamo danes v svojih sredinah tako predsednice društev zvez, tako poveljnice društev zvez, odlične sodelavke, jaz jih izredno cenim, tudi z tega vašega oziroma našega, mojega področja, vendarle izhajam iz te statistične regije Savinjske, je ogromno članic, ki so odlične pri svojem poslu in delu. Treba jim je dati samo možnosti, da lahko sodelujejo. Seveda je ta en večni prepir v narekovajih med moškim in ženskim spolom, kdo je več ali manj zastopan. Pri nas ne rabimo nekih kvot, kot je to v politiki. In moram reči, da sem na delo članic izredno ponosen. Znajo in jaz jih spoštujem ravno po tej njihovi odločenosti, vztrajnosti in marsikatera v naših društvih skrbi poleg vsega ostalega tudi za to, da se pravzaprav razumemo. Ta medgeneracijski dialog je izredno pomemben. Prej smo govorili o mladih, zdaj v članicah, tudi o veteranih, verjetno bomo kakšno rekla. In to je tisto, kar je pravzaprav kvas tega našega skupnega kruha, kajti v tako majhnih krajih in v vseh naših društvih pravzaprav činite sloge, činite enotnosti, tudi družabnosti in druženja. Pravzaprav si ne moramo predstavljati, da bi društvo uspešno delalo. Ker ravno na podeželju, gasilsko društvo ponavadi skrbi še za marsikaj drugega. Ja, zagotovo. Tudi kulturno življenje, tudi športne sekcije imajo, vse so. Vse, ja. Veterane ste omenili, kdaj pravzaprav, oziroma morava reči, da so ženske tudi operativne gasilke, da tu ni omejitve. Kdaj pa postane gasilec veteran? Veteran zaenkrat po tej zakonodaji pri 63 letih, oziroma se ne držimo tako strogo tega izraza, rečemo tudi starejši gasilci, ki so pa od 58 naprej. No, mogoče še samo pri članicah. Članic je 50 000. In to je tretjina vseh naših članov. In verjamem, da bo ta številka tudi še naraščala. In moramo se zavedati, da imajo in jim moramo omogočiti svoj prostor pod našim gasilskim nebom. No, zdaj pa o veteranih. Ja, moram reči, da ko se srečujem z njimi na posvetu, tu in tam doživim tudi kritiko, da jih pač mlajša generacija ne razume, da jih ne vključujejo, da so premalo informirani, da ne vejo, kaj se dela. Pa vendarle imam občutek, da če bi našli samo malce potrpežljivosti in dobre komunikacije, bi tudi vse te probleme v trenutku lahko rešili. Jaz jih cenim, že zaradi tega, ker so to en živi vir enih bogatih izkušenj iz preteklosti in to ne tako dobre preteklosti. Veste, društvo včasih, tam pred letom 1994, ko smo mi sprejeli zakon o gasilstvu in določili način financiranja in organiziranja in jo povezali z občino, je bistveno drugačen kot danes. Pravzaprav brez denarja se je ustvarjalo ogromno stvari in to je bil ta entuzijazem, ki so ga ti naši predhodniki imeli. In imajo bogate izkušnje tudi pri delu v nekoliko bolj zaostrenih pogojih in so to zelo lepo znali tudi odreagirati in zato jih cenim, ker vem, da so delali v veliko slabših pogojih, kot delamo mi danes. No, vključevanje veteranov gre tudi in tudi vseh ostalih generacij, o katerih zdaj govorimo, gremo preko nekih svetov oziroma recimo odborov, komisij in tako naprej. In jaz mislim, da veterani tam, kjer želijo, najdejo svoj kotiček. Pri tem morajo biti pač seveda malo bolj vztrajni, znati tudi nagovoriti, tudi kdaj potrpeti,
na eni in na drugi strani. In mislim, da tam stvari zelo dobro tečejo. In še nekaj je, mi smo starajoča družba. Je pa res, da se ta mlajša generacija ne zaveda ali na nek način po preteku 63. leta enostavno ponekod mislijo, da so ti ljudje za odpis. Ne, v manjših krajih, v vasi, tudi v vasi, v kateri jaz živim, pravzaprav pustimo, da se ljudje razvijajo glede na njihove psihofizične sposobnosti. Če malce pritrdim, marsikateri 65-letnik je v boljši psihofizični kondiciji kot 25-letnik. In ljudje se vedno najdejo nek svoj kotiček. En primer, obiskujem številne prireditve, najdeš upokojeno knjižničarko ali učiteljico, ki najde svoj nek izziv tudi v gasilskem društvu in pomaga po svojih najboljših močeh. Najdeš upokojene policiste in varnostnike, ki jim je doma mogoče malce dolg čas in najdejo izziv in priložnost tudi v društvu, da pomagajo pri razporejanju vozil in tako naprej. Teh možnosti je veliko. Vendar, kot pravim, treba jim je dati možnost. To je najbolj pomembno, da se ti ljudje, tako kot mladi, tudi starejši, nekje najdejo svoj izziv, motivacijo in da jim pustimo, da oddelajo svoje, seveda v skladu z našimi pravili in pa z našimi normativnimi akti. No, ljudje običajno mislimo, da je samo tisti čas, ki ga namenjajo intervencijam, čas, ki ga posameznik, gasilec posveča gasilstvu, ampak gre za usposabljanja, izobraževanja in mislim, da je to dvotirno, eno po organizacijski plati, eno pa to operativno usposabljanje. Ja. No, ta intervencijski čas je seveda najbolj pomemben. Gre za življenja. In zagotovo mu moramo posvetiti največ svojega časa, da tisto, kar v tistih nekaj minutah, trenutkih upravimo tako, da smo najprej sami varni in da so varni tisti, ki jih rešujemo. Zato je temu primerno tudi podlaga za številna naša usposabljanja. Kajti samo z nekim treningom, tudi preko vaj in tekmovanj, pravzaprav najdemo neko primerno usposobljenost in poznavanje veščin, da lahko svoje delo rutinirano že pravzaprav oddelamo in takrat je treba odmisliti tudi emocije in vse ostalo. No in tako kot ste rekla, da je temu res, lahko pritrdim tudi na ta način, da smo prenovili učne programe in jaz po teh učnih programih pravzaprav sodim, da delamo dobro. Ne samo jaz, verjetno tudi ostali. In če primerjamo, da smo v času žledu imeli na terenu 40.000 operativcev in da nismo imeli nekih večjih poškodb, seveda nekaj jih je bilo, ampak nobene resne, večje poškodbe, je to tudi na nek način potrditev, da smo dobro usposobljeni in da vemo, kaj delamo. Tako da jaz si seveda želim, da v tem usposabljanju pravzaprav najdemo neko nišo, ki bo zadovoljevala nas same, ljudi, s katerimi se srečujemo in da je tudi na nek način vzgled tudi ostalim državam, s katerimi živimo in sobivamo. In moram reči, da so nam izredno veseli, da lahko sodelujejo z nami in mi skozi to našo šolo na Igu in pa s podcentroma v Pekrah in pa v Sežani zagotavljamo letno približno 5.000 operativnih gasilcem neko usposobitev in izvajanje veščin do te mere, da v njih res lahko računamo. Jaz seveda si tudi želim in upam, da bo nadgradnja tega sistema usposabljanja doživela tudi ta regija z postavitvijo regijskega poligona, ki bo pa hkrati pravzaprav priložnost, da društva preizkusijo svojo opremo na svojem terenu z svojimi operativci in da tam pridobijo čim več, bom rekel, nekih usposobljenosti in veščin za to, da bodo delo še lažje pravzaprav na nek način izvajali. Če me spomine vara, so rekli kdaj, da tudi že ni več terminov prostih za vse, ki bi bili zainteresirani iti na ta usposabljanja. Ja, tu imamo kar nekaj težav, zato pa upam, da jih bomo rešili z temi regijskimi poligoni. Zdaj se gradi 3. regijski poligon. Imamo tudi že pripravljeno podlago za graditev novih. In seveda na ta način bomo sprostili to
te težnje oziroma ta problem na izobraževalnem centru IK. Hkrati pa bomo dodali nove vsebine tako v Pekrah, kot tudi v Sežani in poskušali razbremeniti pravzaprav naš osrednji izobraževalni center do te mere, da bomo potem tudi imeli, da bo manj čakalnih vrst. Kje je ta tretji regijski? Osrednji je na Igu, Pekre in pa Sežana sta pa podcentra, regijski poligoni, pa regijske poligone, lokacijo regijskih poligonov bo pa določilo regijsko poveljstvo in na podlagi tega v sodelovanju z občino potem mi pravzaprav delamo. Prvi je bil postavljen v Ormožu za Podravsko regijo, drugi v Radljah za Koroško regijo, tretji, ki se gradi, je na Jesenicah za Gorenjsko regijo in temu primerno bodo sledili potem še drugi regijski poligoni, bo pa regijski poligon v vsake regiji gasilski. Kdaj in kako sploh gasilec postane operativec? Zaenkrat v skladu z vsemi pogoji, ki jih mora izpolnjevati z 18 leti, s primerno seveda strokovno usposobljenostjo, psihofizično in zdravstveno, to se pravi. Se pravi, zdravniku mora iti in to oceno. In potem seveda z številnimi drugimi, manj pomembnimi, ampak z nekimi kriteriji, zato da ga lahko potem potrdimo kot operativnega gasilca. Potem to zdravstveno še preverjate kaj? Ja. Zdaj mi po vzoru policije in vojske pravzaprav pripravljamo psihofizične teste. Zaenkrat ne preverjamo stanja razen lečečih zdravnikov in pa zdravnikov športa in medicine dela. Bomo pa mi tudi pravzaprav poskrbeli za to, da bomo lahko med letom ali med obdobjema preverili psihofizično stanje naših operativcev. No to organizacijsko usposabljanje pa gre za te čine in potem razni čini lahko razne položaje zasedaš. To je strokovna usposobljenost, ki jo izražamo z našim činom in se mi zdi, da tu pravzaprav regije imajo kar precejšno moč in pa tudi vpliv na to, da seveda odločajo in določajo, tudi kadrujejo tam, kjer je več ali manj potrebno, tudi na kakšnih specialnostih in jaz si seveda upam trditi, da smo na dobri poti. No, nekdaj se je imenovalo požarna bramba, danes gasilci rešujete pa čisto vse, od požarov do raznih razlitij, pa prometnih nesreč, pa mačk na drevesu. V glavnem, to pomeni, da je treba biti za vse te primere usposobljen. Tudi krtek gasilca na drevo ne smeš spustiti, če ni usposobljen. Tu smo na isti liniji z občinami. Nam in občinam, ali pa preko občin tudi nam posredno, se država nalaga vedno več obveznosti, pravzaprav pa ne poskrbi za to, da bi bila te obveznosti finančno tudi podkrepljene. In tu se župani popolnoma strinjamo in se najdemo na skupni točki. To nas na nek način malce jezi. Seveda pa je izzivov ogromno in mogoče, če dovolite, bi citiral na nekem sprejemu našega predsednika države, ki je rekel, da se pravzaprav ljudje ne več zavedajo, da vse to opravljajo prostovoljci, zahteve z njihove strani so pa vedno večje. Zdaj jaz upam, da se bo tudi to nekako ustavilo oziroma na drugi strani, če ne, potem da bomo za to dobili potrebno tudi finančno podporo. Vendarle, vsaka elastika ima svoj konec in jaz si seveda ne želim, da bi nas dodatno obremenjevali s tem. Je pa po drugi strani, sem pa malce zelo kritičen do naših sodržavljanov, kajti imamo zelo nizko samozaščito. Tu bi želel, da pa naši sodržavljani, soobčani naredijo nekaj več. Velikokrat se pri kakšni naravni nesreči, recimo povodni, naredi, da pravzaprav mi rešujemo že, ko voda pravzaprav priteče in se ne da kaj veliko več pomagati. Trdim pa nekaj, da so danes napovedi hidrometeorologov tako natančne, že skoraj da na kvadratni kilometer se mi zdi, vsaj za 24 ur, da bi se mi lahko pravočasno tudi pripravili na to. Ne rečem pri kakšnih nepredvidenih naravnih nesrečah, ampak pri eni povodni napoved dežja je zelo realna in tu malenkost, bom rekel na nek način, pravzaprav pogrešam
da se bi samozaščitno ali pa preventivno tudi sami ljudje pravzaprav na nek način organizirali. Lejte, včasih je dovolj, da dvignemo samo v shrambi ali v kletnih prostorih kakšne zadeve, da si tudi pripravimo kakšne vreče, če vemo, da živimo na poplavnem področju in tako naprej. Namreč to nam bi veliko pomagalo. Je pa seveda poplava, če ravno zdaj o njej govorim, tudi en zelo dober tak psihološki preizkus. Ne? Namreč, kakorkoli gledate, dokler voda ne začne odtekati, gasilci pravzaprav ne moramo veliko narediti. Ravno to, ne? In potem črpalke in črpajo, ven, voda in voda noter. Kroži, voda samo zaokroži in pride nazaj. Hočem to povedati, te potrpežljivosti nam malce manjka. In naši fantje zelo radi pomagajo. Jaz vem, da ni primera, da bi odklonili pomoč, pa vendarle neke naravne zakonitosti, fizikalne zakonitosti obstajajo. In dokler voda ne začne odtekati, potem mi pravzaprav nimamo kam prečrpavati. In tu mogoče je en tak napotek tudi našim soobčanom, sodržavljanom, da seveda mi vsako reševanje tudi ob naravnih nesrečah zelo dobro predvidimo, naredimo nek vrstni red. In pravzaprav tu ne more biti prijatelj, meni prej, sosedov kasneje in tako naprej. Obstaja nek načrt, katerega se naši poveljniki in vodje intervencij potem tudi držijo. In jaz si upam trditi, da z malce dobre volje in pa razumevanja smo in bomo tudi v prihodnje rešili vsako zadevo. In takrat, ko teče, običajno teče velikim naenkrat in vsem naenkrat ne morete priti. Verjetno imate pa posebno usposabljanje prav za te poplave, ker na začetku, ko smo malo čudno gledali, imate čolne ali nimate, ali imate ustrezno sploh opremo, ker avti pa gašenje je nekaj drugega kot pa poplava. Seveda. No, tudi to vrstno usposabljanje poteka pri nas, mislim, da vedno več se tega tudi udeležuje, sploh pa so pa ciljne skupine na tem usposabljanju tam, kjer so poplavna področja. Tako da ja, tudi tega se lotevamo, čeprav bom rekel, da z reševanjem v vodi smo absolutno prenesli to zadevo na poklicne gasilce, potapljače, da se pa mi potem pravzaprav lotevamo reševanja na vodi, oni iz vode, mi na vodi, in da potem z neko opremo poskušamo temu tudi primerno slediti. Moram reči, da tu imamo dobro sodelovanje tako z občinskimi štabi civilne zaščite, kot tudi za upravo ali za zaščito in reševanje, ki nam pravzaprav so manjkajočo opremo ob določeni taki intervenciji tudi vedno posodi, da na razpolago in jo imajo tudi vedno nekje v rezervi, tako da poskušamo čim bolj ublažiti vse te zadeve. Vse, kar nimamo, in enostavno vse tudi ne moremo imeti. To bi bilo predrago, zato se pač organizirajo posamezni centri. Recimo, prej sva govorila o tehničnih intervencijah, imamo tako imenovane gasilske enote širšega pomena, ki rešujejo na cestah ali ob kakšni drugi tehnični intervenciji in so razporejene po celi državi in te imajo tudi vso to potrebno opremo. Gasilci kot celota pa imamo, ali pa posamezna gasilska društva pa imajo seveda neko opremo, ki je nasplošno primerna in predpisana. Za take posebne primere pa potem so posebne enote, ki to potem tudi izpeljejo. No, zdi se mi, da ni hujšega, če ena gasilska enota gre mimo drugega gasilskega doma in ti ne vejo, zakaj gre in niso bili oni poklicani. V glavnem, gre vse preko številke 112. Oni odločajo, kdo, zakaj in kako. Tu imamo še nekaj težav, pa vendarle moram pohvaliti vse naše kolege, ki delajo na regijskih centrih, da se popravlja zadeva in da je vedno boljša. Ja, včasih seveda mali iz ljubosumja, mali iz tudi drugačnih razlogov. Če pelje gasilski avto mimo našega gasilskega doma, nismo najbolj veseli. Ampak se učimo in se učijo. Tako da jaz upam, da bo ta številka, že ima tudi kar dolgo 20-letno tradicijo, se še bolj vtisnila v zavest vseh naših ljudi in da pravzaprav je pomoč in pa na nek način suport vsem našim enotam na intervenciji. Želim si, da bi tako tudi bilo v prihodnje. Je pa seveda res, da je včasih tudi odvisno od operativca na tej številki, kako razume
kako sprejme to informacijo, na kakšen način je podana. In kako mi sploh povemo, in tako mi povemo, ja. Številko. In je potem seveda tudi tak človek lahko precepil. Je pa seveda nekaj res, ne, da dobimo precej teh očitkov, da potem, ne vem, pride na nesrečo 20 gasilcev s 5 vozili in tako naprej. To vse prinaša ob sebi tudi različne stroške. Pa vendarle mi jemljemo to na nek način tudi tako, da je pa to na koncu koncev ena realna dobra vaja, če nič drugega, ne. Če mi na intervenciji ugotovimo, da 3/4 vozil in pa moštva ne potrebujemo, rečem vedno, vzamite to kot vajo. Slabše bi bilo, da bi na tem kraju nesreče ne bilo nikogar. In da bi morali potem klicati posamezne enote. In jaz si upam trditi, da je to pravi pristop. Je pa seveda včasih treba realno tudi presoditi, kako in na kakšen način. Namreč naši poveljniki so, poveljoči in vodje intervencije, so izredno kočljivi situaciji in v nekaj sekundah pravzaprav odločiti, pregledati situacijo, izvesti ukrepe, ni tako enostavno, kot se ljudje mislijo in moram reči kapo dol vsem tem ljudem, ki to upravljajo. Ker tudi odgovarjajo, ne? Čeprav so prostovoljci, to pravzaprav ne velja veliko. Ne? Ja, tako je. Prek pozivnikov se ja, zaenkrat je ta način tihega alarmiranja se pravzaprav vedno bolj uveljavlja. Mislim, da tudi te sodobni trendi kažejo na to, da bomo verjetno preko mobilne telefonije to zadevo tudi zapeljali in je to vse pravzaprav za neko mirnodobno situacijo izredno dobro in tudi visoko kvalitetno. Se pravi, javna sirena, alarmiranje je samo, če je splošna nevarnost, požari in podobno, mislim, poplave ali pa kaj takega, da se ljudje umaknejo. Čeprav žled nas je nekaj naučil, ne? Takrat so padale mobilne postaje, bazne postaje, ni bilo kje polniti naših pozivnikov, radijskih postaj, mobilnikov in tako naprej. In to je tudi ena dobra izkušnja, da tudi tisti stari, dobri sistemi imajo še vedno svojo vrednost v takih situacijah. No, sicer pa tudi požari so vedno bolj zahtevni, a ne? In imate celo vrsto specialnosti od nosilca dihalnih aparatov in kaj še? Ja, no moram zdaj nekaj reči, tudi statistično, če primerjava, da smo nekoliko presenečeni, ali pa tudi ne, da je v lanskem letu pravzaprav število tehničnih intervencij preseglo število intervencij na požarih. To tudi je en dober opomnik za vse nas, ki kreiramo tudi to gasilsko politiko, če lahko temu tako rečemo, da je pravzaprav usposabljanje potrebno, da je treba poudarek v usposabljanju dati ravno v to smer, kjer so neke situacije, ki nam niso toliko znane, kot so bile v preteklosti. Trdim in upam se reči, da so vsi naši gasilci za enostavne klasične požare usposobljeni tako, kot morajo biti. Da so pa vedno neki novi izzivi in tem izzivom je treba slediti. In tudi tu, če jih že imamo in se z njimi soočamo, pričakujemo tako od države, kot tudi od občin, seveda, da nas temu primerno tudi opremljajo. Moram reči, da se z nevarnimi snovmi v preteklosti nismo toliko ukvarjali, kot se ukvarjamo danes. Danes tudi je velik poudarek na varovanje okolja in vsako neprimerno delo ali nestrokovno delo ob nekem reševanju z nevarno snovjo lahko da nek stranski učinek, ki je pravzaprav nezaželjen. In pa rečejo, gasilci so pa kar tako pa tako, a ne? Tako, ja. Glejte, gorenjski požar je bil en tak, ki pravzaprav je že nakazal, kako moramo biti pazljivi tudi do okolja. In to so velenjski gasilci z odliko izpeljali in seveda vsi tovariši, ki so sodelovali na tej veliki intervenciji. In kot rečeno, se strinjam, mi vse te izzive sprejemamo. Vemo, da pravzaprav država ali občina, zato govorimo o najcenejši vojski, nima velikih možnosti komu drugemu to zaupati. Kot rečeno, zato pa tudi mi seveda si želimo, da se z novimi izzivi lahko srečujemo samo na podlagi dobre organizacije in pa dobrega financiranja in mi bomo to delo upravljali tudi v prihodnje. Vendarle
pogoji, o katerih smo se pogovarjali. Ker država področje požarne varnosti oziroma vsega tega je dala v pristojnost občin. Ja, zdaj zakon tako določa, čeprav država, moram reči, da tudi financira vse to, ampak bi rekel bolj na tem državnem nivoju. Financiramo gasilsko šolo, vse večje nakupe, recimo specialnih stvari, kot so razne lestve in tako naprej, kar ne rabimo toliko, mora pa biti. In seveda tudi na nek način kompletno usposabljanje v gasilski šoli. Potem pa imamo druge oblike financiranja, sicer preko požarne takse, to so pa zavarovalnice, ki se pa razdelijo nazaj na občine v neki meri, en delček jih ostane za ta višjo raven, druga se pa razdeli potem na občine, kjer občine razporejajo potem ta sredstva vse do društev. Tako da moramo biti tudi realni, ne? Država ima pač neke vatle in ima nek proračun, za katerega se odloči in seveda s pomočjo uprave za zaščito in reševanje ministrstva pristojnega in pa nas razporedimo ta sredstva po naši najboljši presoji, če lahko temu tako rečemo. Seveda vsa druga ostala skrb pa je na plečih občine in jaz moram pohvaliti vse pravzaprav občane v naši državi, vse župane in pa občinske svete v naši državi, da primerno skrbijo za to, da so gasilci financirani in da so organizirani tako, kot se želimo. Pa vendarle, tako župani, tako občine, kot tudi gasilske organizacije smo vendarle samo ljudje, ne, in tudi tu prihaja ponekod kdaj do kakšnih težav. Vendarle z tem medsebojnim dogovorom, dobro komunikacijo, upam, da se vse težave tudi rešijo. Poglejte, zadnji primer Trbovelj, trdim, da je pravzaprav pokaže na to, ne, ali pa Zagorja recimo, ne. Problem izpostavimo, problem se začne, se razplamti, ne. Se pravi, to je, ko je županja pa ampak vedno v nekem krogu, v nekem ciklu pridemo na začetno izhodiščno točko in zopet se moramo z istim človekom začeti na novo pogovarjati. Tako da ti prepiri in pa ta razdelitev je kratkotrajnega daha in vsak razumen sobesednik na eni ali na drugi strani, ni pomembno, kdo izpostavi problem, se mora zavedati, da se bomo morali začeti ponovno pogovarjati. Zato pa rabimo včasih že zaradi našega značaja in karakterju malce časa. Kaj je z tem statusom gasilcev? Ja, zanimiva tema, sem hvaležen za to vprašanje. Ravno plenum, to je drugi najvišji organ, ki med dvema kongresoma se sklicuje vsako leto, praviloma enkrat na leto, razen če so kakšne večje težave večkrat, ampak do zdaj je praviloma bil samo enkrat, je naložil upravnemu odboru Gasilske zveze Slovenije, da ponovno odpre to debato okoli statusa gasilca. No in mi smo sedaj pridobili, nekoliko sem razočaran, iz dobre tretjine vseh gasilskih regij predloge, za katere smo rekli, naj bodo na nek način utemeljene do te mere, da pokaže na končnega uporabnika ali na končnega plačnika takega statusa. Tu sem malce razočaran, ampak seveda jaz upam, da ti predlogi, ki so prišli iz 7 ali 8 regij, so pravi in zdaj jih obdeluje komisija za status, tako imenovana komisija za status, ki spada pod organizacijo, če temu tako rečemo. No in ta komisija bo pripravila, potem izluščila, presejala vse te predloge. Eni se pravzaprav so v svojstvu lokalne oblasti, druge v svojstvu države, presejala in dala predlog našemu upravnemu odboru, katerem predsedujem, ki mora potem poročati temu plenumu o tem, kaj in na kakšen način se pravzaprav želimo soočati zadevo. Strinjamo se z nekaterimi predlogi in jih bomo postavili in na nek način prezentirali tudi državi, tako imenovani državi, zdaj, če lahko temu tako rečem. Preden pa dokončam, pa samo en podatek, da smo se v tem letu in pol, kolikor smo v tej novi sestavi sestali z vsemi sogovorniki na nivoju države in moram reči, da niti enega ni bilo, ki bi na kakršenkoli način jemal te naše predloge za slabe predloge. In da so poslušali, da poskušajo nekaj tudi rešiti. No in kateri so ti predlogi? Gre predvsem za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, kar se mi zdi prav in to predsednik vlade, kot tudi predsednik države sta s tem seznanjeni, tudi resorni minister. Moram pohvaliti, da nam je bivša ministrica pri tem ogromno pomagala,
in sem res vesel njenega sodelovanja z nami. Upam, da je tudi ona z nami bila zadovoljna. Ja, še vedno vas pogreša, reče. Ja, no, lepo, me veseli. In seveda, to je ena zadeva, drugič pa seveda ciljamo na tudi določene zahteve, ki jih bomo zdaj na nek način implementirali v spremembo zakona o gasilstvih. Gre predvsem za to, kot rečeno, da pridobimo neke bonitete, zaradi katerih ne bi proračun ne vem kako trpel, državni proračun, o katerem govorimo, ampak se najdejo priložnosti in možnosti, da lahko tako ali drugače skozi različna ministrstva pridobimo kakšne bonitete, ne da bi pri tem država nekaj hudo trpela. Ena stvar se mi zdi zelo pomembna, ki jo pravzaprav zdaj trenutno delamo skupaj z Upravo za zaščito in reševanje, in sicer okoli zavarovanja gasilcev. Celjski primer je bil en tak, ki nas je streznil in smo ugotovili, da smo gasilci v državi tako različno zavarovani, govorim o nezgodnem zavarovanju in zavarovanju vozil in pa tehnike, da smo pravzaprav morali takoj odreagirati. In trudimo se, da bi to zavarovanje prevzela država, s tem bi razbremenila občine in seveda bi občine imele malo več manevrskega prostora potem tudi, kar se tiče razporejanja financ za delovanje naših gasilskih enot. No, če nadaljujem, upam, da nam bo to uspelo, smo že nekako zelo daleč v teh razgovorih in to bo en kamenček v tem mozaiku. No in seveda še nekaj takih podobnih zahtev, zaenkrat legitimnih, ki jih želimo predstaviti tako vsem tistim, ki se pri tem morajo potruditi. Tu gre za en splet in sodelovanje različnih ministrstev in to je včasih najtežje. Recimo že to, ko operativni gasilec od doma odpelje do svojega gasilskega doma, da gre potem na intervencijo, ta prva pot v bistvu mora upoštevati omejitve hitrosti in podobno. Ja, tako je, ja. No, tukaj poskušamo, to so taki drobci, s katerimi poskušamo pravzaprav na nek način olajšati delo naših operativcev. Točno to, kar ste rekla, veliko teh majhnih, drobnih stvari, ki pravzaprav ne bi vplivali, ne vem kako, na finančno plat zagotavljanja teh sredstev, ampak so take enostavne, drobne, življenjske stvari, ki bi pa lahko olajšale. Delodajalci puščajo svoje, je to se izboljšalo oziroma lahko zahtevajo povračilo? Ja, seveda, že zdajšnja zakonodaja jim to omogoča. Mogoče samo še stavek o delodajalcih, da rešimo dilemo za naprej. S tem zakonom o gasilstvu v preteklosti smo mi pravzaprav delodajalcem samo žugali in jih v končnih in pa zaključnih določbah zakona pravzaprav jim grozili s kaznovanjem. Če ne boš naredil tega, bo tako in tako in tako naprej, je taka in taka kazen. Mi predlagamo, da se pravzaprav v ta zakon in pa tudi v druge sistemske zakone pravzaprav vključi tudi nagrajevanje delodajalca. Na koncu, če ima delodajalec toliko in toliko zaposlenih gasilcev, kot smo prej govorila, že ima izboljšano preventivo in ima tudi izboljšano tisto začetno požarno varnost in to bi morala pravzaprav država potem skozi davčno politiko delodajalcu tudi omogočiti, da bi imel neko olajšavo. Poleg tega so pa tu na potezi zavarovalnice. Tudi zavarovalnici pravzaprav ne mora biti vseeno, kako je v neki firmi poskrbljeno za požarno varnost, s tem so tudi seveda škode manjše in tudi zahtevki, regresne zahtevki za škode manjši. No in če samo zaključim, jaz si upam trditi, da bomo v tem mandatu dosegli nekaj napredka na tem področju in da bo ta status na nek način bolj sprejemljiv. Se pa zgledujemo tudi malce po tujini, pri delodajalcih pa še samo to. Mi pravzaprav regresnih zahtevkov delodajalcev prejmemo glede na število intervencij. Mi smo imeli lanskem letu 27.000 intervencij. Dobimo zelo, zelo malo. Ponovadi so to zahtevki delodajalcev, ko gre za večdnevno odsotnost. In naš poveljnik, ga citiram, vedno reče, mi imamo zlate delodajalce. Čeprav se verjetno kakšni gasilci z mano ne bodo strinjali. Pa vendarle, oni imajo že danes po zakonu pravico za vsak regresni zahtevek. In res so potem izjemni primeri, ko ima nekdo tudi tako proizvodnjo, da pravzaprav ne mora brez posameznika, že brez posameznika, ali ima tak tehnološki proces, da pa pride do teh zahtevkov. Ti zahtevki se poplačujejo. V preteklosti smo imeli nekaj slabih praks v zvezi s tem, da se je na njih čakalo tudi 2 leti.
ampak zdaj smo, upam, da za državo to uredili in tudi z občinami, tako da jim želim seveda, da vztrajamo in da sodelujemo tako tudi v prihodnje. No, tekmovanja, tudi mi pogosto poročamo o teh, pa že rečemo, kar naprej so neka tekmovanja, pa najprej na zvezi, pa potem regiji, pa so uspehi, pa so vsi ponosni. Skratka, ta sistem je čemu namenjen? Predvsem usposabljanju. Predvsem usposabljanju in pridobivanje veščin. Zdaj, redko kdaj se zgodi, da kdo ne bi hotel sodelovati, ker se pravzaprav vsi poveljniki in predsedniki v društvih in pa na zvezah zavedajo, da je ta način edini pravi način, da vsa teoretična znanja potem tudi skozi tekmovanja na nek način preizkusimo v praksi. Strinjam se, da bi mogoče lahko naredili ta tekmovanja malenkost bolj zanimiva, da bi bilo več različnih vsebin. To tudi na nek način poskušamo, tako kot recimo ta Hotfire, pa Challenge, pa tako naprej. Ampak, jaz gledam ta tekmovanja, čeprav tudi sam sem bil tekmovalec, tudi na ta način, da krepimo sploh pri mladih ta odnos, kot ste prej sama ugotovila, nadrejenosti, podrejenosti. To se že na samem tekmovanju zelo dobro pokaže. Da imamo tako imenovano strumnost, tudi tam. Uniforma mora biti točno, spoštovanje do uniforme, delovne obleke, do zaščitne obleke, spoštovanje, kot rečeno, do nadrejenih, podrejenih. In da pravzaprav je nekaj vojaškega duha tudi v tem delu, ko se mladi pravzaprav drugje skoraj da nimajo kje naučiti teh zadev, ne. Zato se mi zdi, da je primerno in prav, da s temi tekmovanji vztrajamo. No, mladina itak ima tudi neke gasilske kvize in tudi, bom rekel, orientacijo, ki niso tipična gasilska znanja, pa vendarle moja kolegica, vaša soobčanka Renata Ruprecht to odlično obvlada tudi v tem mandatu in sem prepričan, da je to tudi en način, ki privablja mlade gasilce in da se temu na nek način tudi odzovejo. Ja, ostale oblike tekmovanj jih je mogoče malce preveč. Glede na to, koliko imamo razpoložljivega prostega časa, prostovoljni gasilci, je res, ampak kot rečeno, dokler pač v večini primerov do tega ni posebnega odpora, bomo na tem vztrajali in želimo vztrajati. Se pa skozi to zgodbo, ne, od društva, meddruštvenih tekmovanj, tekmovanj na gasilski zvezi, tekmovanj na regiji in tudi na državnem tekmovanju in pa tudi na olimpijadi, o kateri bomo verjetno kaj kasneje rekla. Ampak morava reči zelo na hitro, tako da... Se vidi, da pravzaprav so to neki procesi, ki izdatno pripomorejo k temu, da smo mi še bolj učinkoviti na samih intervencijah. In pravim, dokler bo to tako sprejeto, naj tako ostane. Se pravi, tudi na olimpijado se uvrščajo slovenske ekipe zelo visoko in verjetno tudi zato leta 2021 Slovenija organizira to olimpijado. Kje bo? Savinjsko-Šaleška regija in tudi Korošci, če gledate, pravzaprav imajo fantastične rezultate na teh tekmovanjih. Mislim, da Šoštanj, če se ne motim, Mladina, državni prvak in številne druge ekipe, da ne bi pozabil sem malce, da ne bi kdo mi zamiral. Hočem reči, ja, spodbujajo to vse skupaj na ta način, malce tekmovalnega duha mora biti vedno v vsakem društvu. In tudi tekmovanje starejših, recimo, to je, ne vem, tukaj sploh, celo pri veterankah in veteranih v Šaleški dolini je to od nekdaj bilo že skoraj da tradicija. Hočem reči, pripomore k temu in ja, naša olimpijada bo naravnana tudi k temu, da se mi tudi navzven pravzaprav pokažemo in malo ukrepimo to našo zunanjo podobo in to bo ena taka priložnost. Tudi državno tekmovanje drugo leto v Celju, ki bo neka generalka pred samo olimpijado leta 2021, je neka zavest in tudi hkrati nek naš odnos in tujina nam to vedno priznava, da smo izredno dobri tudi na tem tekmovalnem področju in da smo spoštovanja vreden sogovornik tudi zaradi tega v tujini. Koliko gasilcev potem pričakujete leta 2021 na olimpijadi? Leta 2021 bo tekmovalcev približno 6.000, 5 do 6.000, odvisno od tega seveda, kako se bodo države odločale, kdo prihajajo pa iz različnih koncev sveta, tudi Japonska, tudi Rusija, Združene države Amerike, kompletna Evropa, potem Iran celo, ne vem, take eksotične države in seveda to je malce odvisno od njih.
Drugače pa tam od 3,5 do 4,000 je redno teh tekmovalcev, odvisno od tega, kakšen sistem imajo tudi oni znotraj tega tekmovanja. In kot rečeno, drugo leto državno naše tekmovanje, ki po številu tekmovalcev nič ne zaostaja, je bojna dobra generalka, da vidimo, kaj se bo zgodilo. No, morda čisto za konec, pa na hitro, mesec požarne varnosti letos je bil posvečen reševanju iz visokih zgradb, ne? In pravzaprav vsa društva so sodelovala, tudi zveze, regije. Ja, nekaj teh požarov, tudi zunaj, ne, odmevnih požarov, nas pravzaprav navaja na to, da moramo imeti tu posebno skrb. Predvsem pa se želimo v letošnjem letu na nek način sodelovanja z upravitelji teh stavb, za tistimi, ki vzdržujejo požarne sisteme v teh stavbah, zato da pridemo na skupni imenovalec. To je zelo različno, seveda, glede na naše pretekle izkušnje tudi narejeno in tu bi radi, da pravzaprav tako tudi stanovalci teh visokih stavb in pa mogoče tisti, ki upravljajo z njimi, da pridemo na skupni imenovalec, da se najdemo. In to so v nekaterih, recimo, javnih zavodih že zelo dobro pokazali, tudi skozi vaje evakuacij in tako naprej. Tu smo šibki. In pa mogoče še ena taka stvar, prvič sem doživel v moje gasilski karieri, da so poklicali škofovske konference in se po vzoru požara Notre Dame v Franciji pravzaprav tudi sami sprašujejo, kje smo in na kakšen način recimo ukrepati tudi v teh sakralnih kulturno-zgodovinskih objektih. Tako da pa smo odprla še eno temo, ampak moramo zdaj končati pogovor. Hvala lepa, bodite še naprej tako dobri, učinkoviti, organizirani. V imenu verjetno vseh ljudi lahko rečem hvala vam in pa seveda ob naslednji priložnosti spet vabljeni v naš studio. Tudi vam hvala, namreč tudi vi ste eden od tistih, ki nam pomagate graditi to našo zunanjo podobo in smo veseli vsakega vabila za take priložnosti. Hvala lepa in na pomoč. Na pomoč. Vam pa, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost, lep večer še naprej vam želimo.